Če ste brala to knjigo od David Gogginsa. David Goggins je par let nazaj dato ful popularen kot nek motivational guy. Can't hurt me, ali kaj. Ja. Ekstremist. Ekstremist, ja. Sicer dosti nekih lesnev zelo z rezervo jemljem, on je res ekstremist, ampak iz teh ekstremov se lahko ful naučimo. No, in en koncept, ki mi je bil pa njen ful všeč, je to, ki je razlagal, da ko mi mislimo, da ne moramo več, smo verjetno izčrpali samo rezervo številka 1. Teh rezerv imaš pa ti še ful na razpolago. Ja, no, razumem. Zdaj sem ta koncept vzel, pa se je spomnil, se verjetno sta ali brala, ali pa gledala o dogajanju, to pomeni druga svetovna vojna, Leningrad. Leningrad je bil oblegan, pol leta, leto, tako, ful dolgo obdobje in oni niso imeli dobave hrane v to mesto, ko so ga Nemci obkorili. In recimo, to je taka zelo kruta zgodba teh rezerv, ki Goggins govori. To pomeni hrane, ti misliš, jutri je konc, nam hrane zmanjka in vsi bomo pomrli. Ampak Goggins bi temu rekel, ok, rezerva 1, okay. Ampak zdaj imaš pa ti rezerva 2, 3, 4. No, in pa njih se je to kazalo, da oni so začeli s tem, da so najprej pojedli koga? Živali. Tako, to pa najprej krave, prašiče, to, kar so imeli. Ko so to vse pojedli, naslednja rezerva so bile mačke pa psi. Naslednja rezerva so bili mrtvi. Če je kdo umrl, se ga je pač pojedlo. Potem oni so takrat trgali dol tapete iz sten, tapeto prekuhali in tapete so bile iz nekega organskega materijala in to ti je dal malo kalorij. In pa so oni topili. Ampak tam so v bistvu oni pokazali, da bi nekdo rekel, danes je res zadnji dan, da je to bilo še en mesec, še 2 meseca. In da so itak fulih, tam je verjetno pomrlo več kot milijon ljudi, ali pa nekaj 100,000, če zika. Ampak veš, tam je človek videl, koliko, da človek kot bitje ni toliko dal stran od nekega ščurka ali pa podgane, da mi res preživimo svašta stvari. Ja, sej... Imam jaz pol en point, da ne bomo šli. Ja, no, je pa v tej zgodbi ena taka zgodba, da kot v tej dark zgodbi, ena taka svetla zgodba o enem tipu, ki je že pred drugo svetovno vojno prišel na idejo, da je ključno za človeštvo, da mi začnemo zbirati semena iz celega sveta. In on je takrat začel delati na prvi banki, kjer bi on shranil vse, kar je potrebno, da če pride do neke globalne katastrofe, lahko iz te banke ven spet dobimo žito, pa koruzo, pa krompir, pa tako naprej. No in on je na lastno pest začel delati to banko, potem ga je Lenin podprl, potem ga je Lenin dal ubiti, valjda, Lenin je en dan se zbudil, pa vedko ne zihar, on ti ima nekaj proti meni. In ta skupina je še naprej furila to banko. Misliš Stalin ali Lenin? Stalin. Stalin, ja. Stalin ga da ubiti. In potem med to drugo svetovno vojno, to je že Stalingrad, mislim, to je bil Leningrad, potem je to v Stalingrad. Ne. To sta dve različni. A ni bilo to isto mesto? Ne. Ok, sorry. Danes je to Volgograd, Stalingrad. Kje je bil pa Leningrad? Je pa drugje. Sankt Petersburg ni bil. Ja, mislim, da ja. Možno. Ampak pol pogledamo. Ampak ni isto Leningrad. Aha, ok. Pa tudi naj bi oni to, ker... Kaj? Ja, oni so, respekt je bil za Lenina, še vedno. Stalin ne bi ti zamenil. To je res. No, in v tem Stalingradu je ta banka bila, ne? In med lakoto je skupina ljudi, ki je nadaljevala ta mission, ne samo, da so oni čuvali, da kdo ne bi prišel do vseh teh semen, ki so jih imeli noter, ker bi to lahko na dolgi rok ogrozili človeštvo. Oni so med tem tudi imeli neke njive
In tem, ko v bistvu tam Nemci streljajo, pa tako oni lafajo na te nive, pa nabirajo krompir, pa sejo in tako naprej. No in kaj je najbolj fascinantno, da do konca vojne se noben ni dotaknil nič iz skladišča, medtem, ko je velik del te ekipe umrl zaradi lakoti. In ko so intervjuvali vodjo, ki je preživel, je rekel, da noben niti pomislil, da bi vzeli iz te banke. Kaj se mi zdi ful fascinantna zgodba? Ja, zanimivo. Ti si imel en. Ja, ful si dobro to povedal, rezerva 1, rezerva 2, rezerva 3. Ampak se mi zdi, da je pomembno nekaj, kar tudi mi klej delamo, ne, je, da ti, ko si pred rezervo 1, da ne smeš vedeti, da obstaja rezerva 2, rezerva 3, rezerva 4, zato ker to iz tebe stisne maksimum v rezervi 1, potem rečeš, imamo še rezervo 2, maksimum stisneš iz tega, ker če ti vnaprej veš, se ti neoptimalno obnašaš. In zdaj, če to preslikam na katastrofe, o katerih govorimo, če ti rečeš, sej bo vedno good, mogoče glih s tem povzročaš, da si malo bolj careless generalno in pol se zgodi jedrska vojna, a ne? Če pa ti rečeš, to je pa res ful velik problem za človeštvo, katerkoli, pa se obnašaš, da ni rezerv, boš mogoče preprečil, a ne, s tem načinom boš preprečil ali vojno, ali globalno segrevanje, ker če ti rečeš, pri globalnem segrevanju imamo itak še 6 rezerv. Folk zdaj, bomo mi čez 10 let začeli ločevati odpadke, ne? Zdaj karikiram. Če mi rečemo, jutri je gotovo, bomo mogoče obrnili korsa. In zdaj, mogoče kdaj ni dobro resnico vedeti. No, iz tega je fajn, da je del sveta paničen. To je. Panika, ki producira akcijo. Tako. To bi jaz rekel, In to je dobro. In je pomenilo, da so, pomembno je to, ko ste rekel, da mi mislimo fakt, to je zdaj pizderija. Verjetno objektivno res, je ima pa bolj neka maska, ki reče, ne, lej, vse bo na koncu. Ampak bo zaradi tega, ker smo mi pravcati ali pa mogoče prehiter sprožili neko paniko. Ne? Ja, ampak lej, recimo, da smo mi trije nek community in to je vse, kar obstaja. In mi dva sva ful optimistična in živimo na nekem področju in mi dva rečeva, imava predlog, Andrej, gremo mi se preseliti iz tega področja čez hrib. Tam je verjetno več resursov, bomo ful boljše živeli. In on reče... Ful velik samic, tam so same samice. Tako, sanjal sem, da je tako, ne. In mi jo predlagava Andreju in Andrej reče, fanta, lahko je ful velika nevarnost tam. In ti rabiš v bistvu ta balans v takem malem communityju, ker mi naredila napako. Po drugi strani, če imaš pa 3 škrabe, pa ne bojo nikoli šli čez hrib in bojo mogoče umrli zaradi tega, ker ne grejo čez hrib. Ne. No, ampak v tem primeru bi mi dva rekla, škraba imaš prav, ti kar počakaj tle, greva mi dva pogledati, če so res samice. Ne, enega pošlaš, pa če prije nazaj. Ampak tako prav. In pa bi prišla nazaj, pa bi rekla škrabi, ne, ni stari, ni dobene samice, ampak mi greva vse en jutri še nekaj pogledati, naslednja še nekaj pogledati. Ni, brez veze je tam. Ja, stari let, ja, ne hoditi, ne priporočam. Ampak ja, ta pesimizem, optimizem mora biti v balansu znotraj družbe. Konzervativni ljudje, pa liberalni ljudje ali pa progresivni ljudje, tudi v balansu in drugega rabimo, da se ta balans najde, yin yang.